V soboto 17. januarja je v City teatru odmevalo od smeha gluhih in naglušnih obiskovalcev, saj je Deaf Kindness Day organiziral posebno gledališko predstavo z naslovom Performance and Crazy Show. Glavni zvezdnik večera je bil gluhi nemški performer Hien Newgen, ki je občinstvo nasmejal do solz. Leta 2020 sem dobil idejo in takrat ustanovil Deaf Kindness Day. Gluhi to razumejo kot prijazen dan, kjer se združijo prijaznost, ideje in sodelovanje. En del imajo gledališke skupine, drug del film, tretji pa pantomima. Pomagam jim in jih podpiram. Vabim tudi goste iz drugih držav. Letos je to že 5. leto. V Sloveniji sem prvič, vendar so me povabili že pred 2 letoma. Takrat časovno nisem zmogel. Tukaj je čudovito. Spoznal sem veliko ljudi. Zelo so prijazni in z njimi se je prijetno pogovarjati. Res sem vesel, da je veliko ljudi prišlo gledat komični nastop Hiena. Želim si, da ljudje vidijo čim več. Razmišljam tudi, da v prihodnosti tega ne bi smeli imeti samo v Ljubljani, ampak tudi na primer v Portorožu, Mariboru, v Celju in tako naprej. Hien Newgen že od otroštva živi in ustvarja v Nemčiji ter navdušuje občinstva po vsem svetu. Rodil sem se v Vietnamu. V 3. letu starosti sem se preselil v Nemčijo, v München. Več se ukvarjam s komedijo, malo pa tudi z VV. Bolj se osredotočam na obraz in mimiko. Več različnih držav sem obiskal, zadnje čase pa malo manj potujem, ker imam še službo. Hien je bil v družini edini gluh, zato ga je mama vedno dala pred televizijo. Vedno sem gledal Miška Džerija in opazoval njegovo mimiko brez govora. To sem opazoval in to sem uporabil v svojem gledališču. In tako sem napredoval.
Ko sem bil star 9 let, sem plesal v skupini s 6 gluhimi in smo se vključevali med slišeče. 15 let smo plesali samo v Nemčiji, nismo potovali po svetu. 5 let sem tudi malo nastopal v filmu. Pri plesu telo bolj čuti ritem, v gledališču pa je tišina, le roke govorijo. Pri plesu čutim ritem, v gledališču pa v tišini kretam. Seveda je tudi malo glasbe zraven. V Sloveniji imamo tudi gluhe ustvarjalce, ki so končno imeli priložnost spoznati tega odličnega mednarodnega umetnika. V Sloveniji Hena poznajo predvsem preko družabnih omrežij, zdaj pa so ga imeli priložnost spoznati v živo. Tako kot Hen se tudi sam s tem ukvarjam že dolgo let. Že 20 let sem v gledališki skupini Tihe stopinje. Večkrat ga spremljam na Facebooku in Instagramu in se smejem njegovim objavam. Ko pa sem ga zdaj videl v živo, je bil res osupljiv. Res je bil smešen, komičen. Dogodek je poleg domačih gledalcev privabil tudi tuje, ki so bili zelo navdušeni nad Slovenijo, njeno kulturo in prijaznostjo ljudi. Že dolgo ga spremljam na Facebooku in se vedno smejim njegovemu humorju in odlični igri. Ko sem izvedel, da prihaja v Slovenijo, sem bil vesel in sem želel priti na njegovo predstavo, da bi se še bolj nasmejal. Toliko sem se smejala, da so me bolela lica. Super je bil, vesela sem, da sem ga videla v živo. Slišeči imajo svoj humor, pri gluhih pa ga v znakovnem jeziku ni. On je gluh in je predstavil pravi humor, res je bilo odlično. Sem iz Anglije. Ko sem izvedela, da prihaja v Slovenijo, sem se takoj odločila, da ga moram videti. Sem iz Škotske, vedno sem si želel priti v Slovenijo, ampak mi časovno ni uspelo. Ko se je po družabnih omrežjih razširilo, da bo v Sloveniji ta predstava, sem pomislil, da je to moja priložnost. Zelo mi je všeč kultura Slovenije. Potem pa še ta predstava in gluhi, ki so kar klepetali in se spoznavali z menoj in spraševali. To je izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabil, to mi bo ostalo v spominu. Upam, da bom še kdaj prišel v Slovenijo. Sem iz Londona. Predstava je bila odlična.
Končno sem ga videl v živo in se pogovarjal z njim. Prej sem ga gledal samo na ekranih in zdaj končno v živo. Hvala, Slovenija, za to organizacijo. Gledalci iz Slovenije in tujine so domov odšli z novimi spomini, izkušnjami in poznanstvi, kar je neprecenljivo.